To bom jaz prvi. Pozdravljeni. Me veseli, da lahko rečem, da smo za direktorja izbrali zelo dobrega kandidata, vrhunskega strokovnjaka in ne samo strokovnjaka, pa tudi človeka, po mojem globokem prepričanju, in tudi človeka, ki je sposoben zaznati prave probleme in jih tudi realizirati. Mene osebno zelo veseli, da bo, ko sem prebral njegov program, ki je zelo dober, da bo še bolj potencirano sodelovanje med medicinsko fakulteto in kliničnim centrom. To sodelovanje je zelo pomembno, delo na podlagi na kliničnosti in tudi seveda ne nazadnje tudi vse, kar je potrebno za dobro pacientov. Zdaj pa prosim kolega, če bi on še kaj dodal k temu, ali pa če bi imate kaj za vprašati. Veste kaj, ko sem prebral njegov program je res zelo dober. In jaz sem pragmatik. Mene recimo neko flancanje in ne prepriča. Ampak v tistem programu sem spoznal, da pozna delo UKC-ja, da točno ve, kje so problemi in za enega direktorja se spodobi, da je človek, ki je sposoben, da te probleme tudi odpravi. Seveda ogromno je odvisno tudi od finančnih sredstev, ampak upam, da se bo znal boriti za ta finančna sredstva, tako kot je nam tudi danes ob predstavitvi povedal. Lahko še čisto tehnično, je bil soglasno imenovan, pa če je bilo javno ali tajno glasovanje? Glasovalo je 11 članov, en član je bil proti, 10 je glasovalo za njega, bilo pa je tajno glasovanje. Ali pa je bilo delo olajšano, ker je bil samo en kandidat? Ne bi, pravzaprav sploh ni pomembno, ker kandidat je tako kvaliteten, da se bojim, da verjetno drugi se niso prijavili ali pa so potegnili prijavnice nazaj zaradi tega, ker so spoznali, da kandidat ima strokovne in tudi menedžerske kvalitete, na vodstvenem položajih je že bil, je tudi predstojnik katedre za kirurgijo na medicinski fakulteti, tako da sodelovanje med fakulteto in ustanovo bo dobro. Tako da mislim, da so tudi drugi spoznali, da pravzaprav nimajo šans proti njemu. Ja. Čisto postopkovno gledano, vi boste zdaj predlagali njegovo imenovanje vladi, kdaj potem nastopi funkcijo? Stvar je takšna, koliko jaz vem, profesor Flis, njemu se izteče mandat takoj v začetku junija. To, kaj smo danes sklenili, to gre zdaj na ministrstvo naslednji teden in potem, ko minister potrdi to imenovanje, s tem dnevom se njemu začne direktorovanje. Tudi 19. junija pa to mora biti opravljeno? Mora biti opravljeno, ja. Vi pričakujete, da bo to že naslednji teden, torej? Mi bomo, danes je petek, jutri sobota, tehnične službe ne morejo, verjetno bomo že ponedeljek poslali zapisnik seje in sklepe na ministrstvo. Ja. To bi, ja, še kaj? Ja, prosim. Spoštovani novinarji, dobrodošli. Veseli me, izgleda res pomemben dogodek v velikem številu, da ste se udeležili tega srečanja tukaj. Žal ste malo dolgo čakali, debata je bila kar pestra, predstavitev je zadovoljila vse člane sveta zavoda. Jaz se jim zahvaljujem za to podporo in hkrati se zavedam, da
prehajam, ukolikor bo seveda še ministrstvo in vlada dala svoje soglasje na eno novo delovno mesto, ki zahteva od mene številne dodatne obveznosti, številna dodatna razmišljanja, en novi miselni krog. Ampak zato sem se odločil za to delovno mesto, ker sem ocenil, da po več kot 30 letih službe v tej nam nadvse dragi in predvsem pomembni ustanovi, tako za Maribor kot za tudi Slovenijo, da lahko s svojimi izkušnjami, znanjem, poznavanjem problematike naredim neki preskok naprej. Jaz se moram zahvaliti vsem svojim predhodnikom, ki so gradili to pomembno ustanovo, tudi vodstvom ustanove, ki so jo pripeljali do tega zavidljivega položaja. Vendar prišli smo do neke točke, ko je treba v ustanovi začeti razmišljati mogoče malce drugače, neke stvari spremeniti, neke stvari pospešiti in ocenjujem, zato sem dal tudi svojo kandidaturo, da, kot sem omenil, z znanjem in pa z izkušnjami lahko nekaj dobrega storim na tem področju in da bomo tej ugledni ustanovi dali neki novi zagon, da bo še naprej izredno pomembna ustanova za zdravljenje nam zaupanih bolnikov, da bo izredno pomembna ustanova v sodelovanju z Univerzo medicinsko fakulteto, številnimi aktivnostmi na področju raziskovalnega in pa pedagoškega dela. In predvsem tisto, kar si želim, je to, da si dokončno utrdi eno nesporno pomembno mesto v slovenskem prostoru kot ena vodilnih ali pa celo vodilna ustanova na številnih področjih. In tisto, kar sem tudi članom sveta zavoda povedal, v tej ustanovi moramo izboriti eno pomembno mesto v mednarodnem prostoru v Evropi, kjer, če ni druga, vsaj za določeno patologijo, moramo postati referenčen center. V evropskem prostoru za odprtje meja je pretok bolnikov, je pretok znanja in seveda mi se moramo uveljaviti, da bomo v Evropi prepoznani in da bomo poskušali za svojimi strokovnjaki, za svojim delom tudi na tem področju nekje uveljavljati svoje poglede, izmenjevati izkušnje, skratka biti en vzgleden kliničen center, ki je zelo pomemben. Vedno govorim tudi ne samo za severovzhodno Slovenijo, pomemben kliničen center za Maribor in okolico. Mi se moramo zavedati pri 3600 zaposlenih, kako pomembna ustanova v tem bazenu našem, tudi čisto tako gledano iz socialnega, ekonomskega stališča, res pomembna ustanova in seveda v sodelovanju z univerzo s tem enormnim intelektualnim potencialom, ena ustanova, ki mesto pa temu delu Slovenije daje eno pomembno utež. Moja misel je, ker v medicini je vse prevečkrat zakoreninjena miselnost, da se nič kaj dosti ne da spremeniti. Jaz vedno zagovarjam stvari, da spremembe so možne, tudi v medicini dobrodošle in seveda sem zagovornik sprememb. Kaj prvo treba storiti? Prvo je treba zdaj sestaviti dober tim. Želim strokovnjake, ki okoli sebe ob strokovnem direktorju, s katerim
že sedaj dobro sodelujemo s strokovnjaki na raznih področjih, ki bodo ob pripadnosti ustanovi, lojalnosti izkazali tudi eno vrhunsko znanje. Jaz jih jemljem kot menedžerje svojega področja, ki bodo na svojem področju oblikovali politiko, pa naj si gre za kadrovsko, finančno in tako dalje, in bodo en dober suport direktorju pri planiranju vseh ostalih dejavnosti. Stvari, ki jih je treba, po moji oceni, zelo hitro začeti izvajati, tisto, kar bi rad povrnil ustanovi, je ena pozitivna klima, eno zadovoljstvo zaposlenih, ki žal je v zadnjem času malo okrnjeno, potem v prvi vrsti razmišlja, da je naše osnovno poslanstvo zdravljenje bolnikov. Bolnikom je treba zagotoviti res vrhunske obravnave, jih postaviti v center dogajanja, jim omogočiti ob dobrem zdravljenju tudi neko dostojanstvo, neko zasebnost v ustanovi in vse prevečkrat gledam nezadovoljstvo bolnikov tudi z našimi prostorskimi zmožnostmi. Prav nič ugodno ni bivati v bolnici, kjer je nabita soba z številnimi bolniki, neklimatizirani prostori. To jaz ocenjujem, da je treba izboljšati. Potem izboljšati stvari na področju, mi moramo malo tudi preveriti in pregledati naše delovanje, ali smo uspešni na vseh področjih, se primerjati z ostalimi ustanovami, ali so naši cilji, ki jih imamo zastavljeni, naša vizija poteka v pravo smer. Zelo pereč problem je v tej ustanovi so naše dotrajane aparature, tukaj se neke stvari spreminjajo, natančna analiza stanja in pa seveda potem načrtno planiranje teh nabav. In tisto, kar jaz vidim v tem trenutku, kot res pereč problem, so naše prostorske zmožnosti. Sestavni del medicine, seveda zdravstveno osebje, v tem trenutku zelo suvereno poudarim, mi premoremo vrhunsko zdravstveno osebje, mi premoremo ljudi, ki vrhunsko in zelo požrtvovalno izvajajo svojo dejavnost. Ampak to je premalo, potrebujemo aparature in potrebujemo prostorske zmožnosti. In kar, bom rekel, alarmantno stanje je, ko pogledam neke naše objekte, pa se je v zadnjem času na tem področju bistveno premalo storilo. Covid kriza, pa moram poudariti, da covid bolniki, izredno prizadeti bolniki in na srečo smo jih res kvalitetno obravnavali v naši ustanovi. Je pa ta covid kriza pokazala neke pomanjkljivosti, ki jih imamo, predvsem na tem prostorskem planu. Na srečo je v planu že izgradnja infekcijskega oddelka, sedanji v alarmantno slabem stanju. To so že dogovori z ministrstvom in izdelan plan. Pljučni oddelek, ki ga imamo dislociranega 25 kilometrov od centra bolnišnice, selimo precej časa že na matično ustanovo. Bi rekel, skoraj ena prioritet v mojem razmišljanju na tem področju je naša onkologija. Na mariborsko bolnišnico tudi na področju onkologije in rakastih bolnikov gravitira slaba polovica Slovenije. Rak je v porastu in mi pa kljub dobrim strokovnjakom, določenim dobrim aparaturam, razpolagamo s 13 poslami. Za primerjavo, Onkološki inštitut v Ljubljani jih ima 10-krat več. Ne zagotavljamo našim bolnikom in rakasti bolniki nujno potrebujejo kvalitetno obravnavo,
ne zagotavlja tistega komforta, tistih vseh potrebnih stvari, ki jih taka ustanova mora ponuditi tem bolnikom. Operacijski blok, 40, sam izhajam iz kirurških voda, izvajamo vrhunske kirurške posege v 40 let starem operacijskem bloku, ki je večkrat zaprt zaradi iztekanja fekalij ali pa meteornih vod, neprimerno klimatiziran in tako dalje. Naša patologija tik pred zaprtjem, ker po nekih standardih teh sanitarnih služb ne zadovoljuje več kriterijem upravljanja te dejavnosti. Da ne naštevam, en kup investicij nas čaka, ampak to je treba seveda izdelati natančen načrt, izdelati, videti, kaj so prioritete, predvsem pa graditi na ljudeh. Zadovoljstvo bolnikov, komunikacija z bolniki, bolnika postaviti v center našega dogajanja in omogočiti vse tiste res vrhunske storitve, izboljšati komunikacijo z bolniki in svojci in pa tudi zaposleni. Malo je padla tale, bom rekel, zadovoljstvo zaposlenih, treba je delati na izboljšanju tega. In ker stojim pred vami, spoštovani novinarji, jaz mislim, da bo treba na naših promociji bolnišnice, naša PR služba, sodelovanje z vsemi nami delati, dobro sodelovati. Bolnišnica naj bo poznana ali pa prepoznana po res dobrih stvarih, po številnih vrhunskih strokovnjakih, vrhunskih stvarih, ki jih počnemo, pa upam, da čim manj stvarih, ki se žal tudi dogajajo v bolnišnici. In seveda sodelovanje z vami, novinarji, si želim, da je bilo maksimalno korektno in da boste lahko poročali o čim več stvarih, kako smo dobri. Medicina ni področje, kjer bi se zaposleni hvalili z nekimi uspehi, z nekimi hvaljenjem o pomembnosti in tako dalje. Ampak bolnik se lažje odloči za našo ustanovo, kolikor bo dobil pozitivno informacijo, da v tej ustanovi delajo dobri strokovnjaki, da gojimo en zelo dober odnos z bolniki, da premoremo dobre aparature, da obvladamo sodobno medicino. Lažje bo tudi bolnikom razmišljati, ko zbolijo ali zbolimo, kje se bomo zdravili v bodočnosti. Hvala lepa za vaše